Marija in Oto Nemanič sta se pred leti odločila, da bosta svojo staro zidanico obnovila in prekrila slamo. Ker pa je priprava škupe, slame za streho, zamudno opravilo, sta na pomoč poklicala sorodnike in prijatelje. Ker je bil odziv dober, zanimanje ljudi za slamnate strehe pa je vedno večje, je postalo škupanje pri Nemaničevih tradicionalno in je preraslo v enkratno etnološko-kulturno srečanje. Včasih, kada nam je dost, rečemo, da ne bomo več, pol pa v jeseni ne pomišljamo, ali bomo sijali ali ne. Letošnja suša rži ni prizadela, pravi Nemanič. Za rž je letos, za moje pojme, ena boljših letin, ker imamo več in bolj čisto je. Kljub temu je treba slamo dobro prečesati, skrbno povezati, poravnati in enakomerno porezati. Nekateri so postali že pravi mojstri. Je težko? Ni, samo moraš prav zagrabiti. Recimo najprej greš naravnost, pa greš počez, pa okolo obrneš, se moraš skozi smerkati, da ti ne pade dol. Drugače smo pa še pri starem atati, ki je imel slamnato streho to delali, on je bil strašno pedant, ni tako treba zdaj natančno, kot je bilo včasih. Ker je za delo poprijelo veliko rok, je bil velik kup ržene slame hitro prečesan in škupa pripravljena za prekrivanje. Škupanja pa še ni bilo konec, saj v Beli krajini po vsakem velikem delu sledi likov, povezan s pesmijo in dobro obloženo mizo. In tako je bilo tudi tokrat. Gospodinja je poskrbela za dobrote na mizi, 15 pevskih skupin, pevcev in glasbenikov, pa za dobro voljo vseh zbranih. Ni čudnega torej, da se škupanja pri Nemaničevih udeležuje vedno več ljudi.